Z Alenom bova danes govorila o design thinkingu ali oblikovalskem načinu razmišljanja. Takoj po tem uvodu. Dober dan, pozdravljeni v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je z mano gost Alen Falič in govorila bova o design thinkingu oziroma o oblikovalskem načinu razmišljanja. Še predtem bi pa rekel, če si niste ogledali prejšnje oddaje, ki sva jo z Zoranom posnela še pred novim letom, lahko kliknete spodaj na link. Govorila sva oziroma predstavila sva 5 knjig oziroma kaj se nahaja na naši knjižni polici v Point Outu. Tako da novo leto je za nami, vsem upam, da ste se spočili, upam, da imate zdaj veliko nove energije za 2018, tako kot sem pa rekel, z Alenom danes govoriva o oblikovalskem načinu razmišljanja, mogoče, da te na začetku še na kratko predstavimo. Alen je 3 leta delal v Münchnu, v firmi, ki se s tovrstno metodologijo ukvarja, in sicer IDEO, sem to prav naglasil? IDEO, slovensko idejo. Cool. Hkrati je tudi avtor podcasta Za kulisje, jaz ga ful priporočam, bomo dali tudi en link do njega. Ga redno poslušam, sicer ne vsake epizode, ampak mislim, da sem jih 10, koliko si jih zdaj, 24 naredil? Zdaj jih 24, ja. Cool. 10 sem jih po moje preposlušal. Hkrati je pa pred kratkim šel na svojo podjetniško pot in se ukvarja z enimi 3 različnimi stvarmi. Freelancaš, hkrati delaš na eni aplikaciji, ki se reče eBay za pohodništvo, pa hkrati uči ljudi o dizajnerskem načinu razmišljanja. Najbolj pa, da še malo več poveš kar samo sebi, da se tako na kratko predstaviš, da naši gledalci dobijo malo več konteksta, da te spoznajo, tako da mogoče kar začneš nekje v študentskih letih in kako se je ta tvoja podjetniška pot preko IDEO začela razvijala. Ja, to je eno vprašanje, ko ga jaz tudi vedno postavim na zakulisju, odkot ta tvoja podjetniška ambicija. Vem, da za mene gre nazaj v osnovno šolo, pa ne vem točno zakaj, ampak enkrat sem začel prodajati piratske CD-je mojim sošolcem. V bistvu sem bil eden izmed redkih v šoli, ki je imel tako pekač, tisti CD rewriter in internet, in sem pač rekel sošolcem, gledaj, če rabiš kak CD, takrat so se še CD poslušali, če rabiš kak CD, mi napiši 12 pesmi, ti bom prenesel in zapekel. Sicer mi je zadeva vzela par ur, ampak mislim, da sem prodajal za 200 ali 300 dolarjev. To zadevo. Takrat sem se po mojem navdušil za celo podjetništvo, sem par knjig še prebral, kar je potem vodilo v to, da sem študiral ekonomijo oziroma podjetništvo v Ljubljani. In potem sem se odločil, torej predno ustvarim nekaj svojega, sem se odločil, da probam iti še v tujino, zato sem šel študirati na Dunaj, da se nekako malo izpostavim tem tujem poslovnem svetu, da vidim, kako v tujini izgleda, ker sem vedno želel malo bolj s tujino sodelovati. In tam sem potem dobil to priložnost, ki je nisem mogel zavrniti, in sicer, da bi delal za IDEO, ki je po mnenju mnogih eno najboljših oblikovalskih svetovalnih podjetij, kjer sem se potem učil še tega bolj dizajnerskega oziroma oblikovalskega načina razmišljanja, kajti sam bolj izhajam iz poslovnega, to pa mi je dalo še neki drugi aspekt, torej bolj oblikovalskega. Cool. Zdaj, ko si začel govoriti o tej podjetniški poti, Če lahko tle, jaz samo nekaj dodam, ker meni je ful zanimiv, ko poslušam ful podcastov ali pa ljudi, ki so danes v podjetništvu. Jaz take poti, ko ti začneš že kot mlad, pa nekaj delati, pa ustvarjati, nisem imel. Jaz sem v podjetništvu, jaz sem skozi mislil, da bom v neki korporaciji delal. Tudi šel sem, ko sem šel na ekonomsko fakulteto študirati, sem šel marketing študirati. In moja podjetniška pot se je ful kasneje začela. In sicer preko dela, ko sem delal v društvu, v eni študentski organizaciji, in tam smo pač sami ustvarjali na projektih. In takrat me je šele not potegnil in se je želja po podjetništvu porodila. Kar me tako ful, veš, ko me preseneča, ker večina teh
Ki so pa danes v Ja. podjetništvu, jih pa veliko začne že kot mladi, ne vem, Gary, ne, je tiste, kaj preprodaja une kartice, bejzbolske. Naprimer, ena taka zgodba. Tako da to mi je bilo zanimivo slišati. Glih to, mislim, meni je to zanimivo pri tem podcastu, tudi ko se pogovarjam s podjetniki, da so zgodbe toliko različne, ne. In mi dostikrat slišimo eno zgodbo in se na njo nekako opremo in hočemo točno po poti nekoga drugega iti. Obstaja pa ogromno različnih poti, ne. Eni komaj pri 50 letem začnejo. Ja, veliki gre tudi delati, pa 20 let delajo v korporacijah, pa potem se znajdejo v podjetništvu. Cool. Malo off topic, no, ampak vsem. Cool. Zdaj pa grejo kar naprej, pa da mi malo povej, prosim, se pravi, pri IDEO si delal na inovacijskih projektih za Fortune 500 podjetja. Daj malo več povej o tej metodologiji, se pravi o oblikovalskem načinu razmišljanja in kaj si ti pravzaprav v tem delu. Torej, design thinking oziroma oblikovalski način razmišljanja je pristop k reševanju izzivov. Dosti ljudi, ko sliši design thinking, pomisli najprej na ta vizualno komponento. Tudi sam, ko sem prvič slišal za oblikovalski način razmišljanja in za design, sem najprej pomislil na grafično oblikovanje, logotipe in podobno. Je pa dosti širši pojem, gre v bistvu za reševanje izzivov. Na način, da v bistvu postaviš končnega uporabnika v center svojega procesa. Velika večina podjetij danes počne ravno obratno, dajo samega sebe v center ali svoje neke poslovne procese, razmišljajo, kaj bo nam lažje, kaj bo uporabniku lažje. Kaj oni znajo, ne? Točno to, ali pa katero tehnologijo mi imamo in kako jo lahko pušamo naprej, namesto kaj dejansko uporabnik želi in kaj z našimi tehnologijami lahko storimo. In dizajnerski način razmišljanja v bistvu ti vedno začneš z končnim uporabnikom, ugotoviš, kaj so njegove funkcionalne in emocionalne potrebe, oboje je izjemno pomembno, in potem okrog tega oblikuješ neki produkt ali storitev. Na koncu pa seveda pogledaš tudi to, da je zadeva profitabilna oziroma viable, kot temu smo mi rekli, in da je feasible oziroma da je izvedljiva tehnološko. Zdaj, moja naloga vsem tem, jaz sem bil poslovni oblikovalec, kar se v angleščini sliši zelo fancy, business designer, kar pomeni, da sem jaz glih ta aspekt moral v bistvu prenesti k samemu projektu. Mi smo ponovno delali v zelo multidisciplinarnih ekipah, imeli smo antropologa, grafičnega oblikovalca, programerja in potem jaz sem bil ekonomist. Vsi smo bili kot neki UX-eri, ampak vsak je bil za eno stvar zadolžen. Moja stvar je bila, da je potem zadeva na koncu imela smisel. Ker dostikrat, če se o dizajnerjih pogovarjamo, radi zadeve naredijo lepe, zelo uporabne, pozabijo pa na ta poslovni del, teda treba nekako povezati oboje. Na tega uporabnika na koncu. Ja. Cool. Se pravi, kaj bi ti pol priporočil nekdo, ki ima neko idejo? Velikokrat se v glavi ustvarimo, pa imamo vizijo nekaj narediti. Kako da bi nekdo, ker je veliko mladih, ki imajo vedno, jaz tudi, ko sem dosti učil na fakulteti, marketinške teme, ki so se tudi miksale s podjetništvom, velikokrat so mladi prišli do mene, jaz imam pa to idejo, Pa sem rekel, gledajte, ideja ni nič, ker to je v vaši glavi, zdaj to treba pač dati v prakso. Na koncu market pove, se pravi uporabniki povejo. Kaj bi ti predlagal nekdo, ki ima idejo, po tvojem načinu, kako bi se tega lotil? Ja, jaz mislim, da ključno tukaj je, pogovarjamo se, ta proces je izjemno uporaben, ko raziskujemo. Teda za tiste, ki že mogoče imate podjetje, pa ste nekoliko dlje v enih procesih, za določene procese, kjer se izboljšuje, lahko enostavno uporabimo Scrum ali kaj drugega. Ko pa začenjamo razumeti sam problem, pa neki ekosistem, torej takrat, ko imamo ideje ali raziskujemo, kaj bi nove ideje lahko bile, takrat pa definitivno mislim, da je design thinking pravi način. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz se zelo nerad zaljubim v idejo, ljudje pravijo, da se moraš zaljubiti v problem, jaz bi pa rekel, da se zaljubiš v uporabnika. Torej, da si izbereš nekega končnega uporabnika, neko nišo, ki ti je všeč in se začneš z njimi pogovarjati. Ti imaš sicer neko hipotezo o tem, kaj bi lahko rešitev bila, ampak ponavadi to rešitev, ponavadi to ni tista prava ideja, ker izviraš nekih svojih predpostavk in jo treba vsaj malo spremeniti. Tako da, čist prvi fazi, kaj jaz predlagam je, da narediš korak nazaj, da se vprašaš, kaj so različne veje te ideje, ki jih imam, in potem se greš pogovarjati z svojimi uporabniki in probaš, torej narediš neke intervjuje. To so ponavadi intervjuji tak 60-minutni, pogovori, sproščeni, ob kavi, vprašaš, kak je bil zadnjič, ko si delal, odvisno kaj je tvoja ideja, in probaš ugotoviti te neke obnašanja, ki jih že ima,
To se krat ljudje ti eno stvar rečejo, ampak v bistvu tisto, kar iščemo, je trenutno stanje, ne? Kaj trenutno počnejo. Sem mi, da smo tudi na enem takšnem projektu. Sem glih hotel omeniti, na projektu, katerega del sem, je Alan nam pomagal strukturirati ta vprašalnik, se pravi celoten proces, kako raziskovati, kako pridobiti tiste informacije od končnega uporabnika, naše ciljne publike. In rezultati, mislim, da smo naredili nekje 80 teh res raziskovalnih intervjujev in smo dobili toliko uporabnih informacij nazaj, pa na kakšen način ljudje razmišljajo, kar nam je bilo pol uporabno, tudi kako sploh spletno stran strukturirati, kam dati določene elemente, se pravi, kjer je postaviti bolj v ospredje, kateri so lahko bolj v ozadju, se pravi to, kar je uporabniku najbolj pomembno. In to smo vse preko teh raziskovalnih, ker smo šli res zelo deep, zelo globoko, zvedeli. Se mogoče na tem mestu lahko še kaj dodaš, ampak na tem mestu bi se kar navezal na naslednje vprašanje, kako sploh ta raziskovalni vprašalnik potem strukturirati. Prijem do tega, da na hitro povem, par stvari si se dotaknil, ko bi rad izpostavil. Ja, to, ko se pogovarjam glede količine, torej ne rabi biti ljudje, ponovadi smo navajeni anket, 100, 200, 300. Tu se pogovarjamo o kvalitativni metodi dela, kjer iščemo inspiracijo in iščemo razloge, zakaj se nekaj dogaja. Ne? Torej, predlagam, če že se lotite takšnega tipa raziskave, da zberete nekje 10 do maksimalno 15 ljudi, s katerimi se pogovorite in zelo hitro boste videli, da se določene teme začne ponavljati. Zdaj pa glede samega tega vprašalnika. Ta vprašalnik je, mislim, mogoče da je trenutek, da razložim, kako izgleda ta pogovor. Ta pogovor ni ravno neki intervju, bolje pogovor, kot sem že rekel. Torej, ti se probaš v sproščenem vzdušju pogovarjati z nekom o nekih njegovih izkušnjah. In mi sicer imamo ponavadi napisana vprašanja, ampak se tega držim le tako okvirno. Potem vidimo točno, katero smer nas tudi pogovor pelje, kaj želi uporabnik povedati, kaj se nam zdi zanimivo. In tam to je zelo, zelo ključno, da na nekih točkah gremo globoko in ugotovimo razloge, zakaj je nekdo nekaj počel. Teda, načeloma, kako se pripraviti je, da najdeš recimo 10 ljudi z različnega profila. Torej, ne vem, če imaš idejo, ki je v zvezi z izobraževanjem, najdeš mogoče nekoga, ki je zelo zadovoljen za svojo šolo, nekdo, ki totalno ni zadovoljen, nekdo, ki je malo starejši, nekdo, ki je malo mlajši, nekdo, ki je mogoče ravno zapustil šolo, nekdo, ki je mogoče v 3. letniku, da dobiš neki totalni aspekt širok in z različnimi profili. Potem pa napišeš tak vprašalnik. Ta vprašalnik pa ni na način, torej, kdo si, koliko si star, kje živiš, kako si se vpisal na to fakulteto, ampak bolje tak, hej, da se spomniš, kako je bilo, ko si se odločil za vpis na šolo. Se spomniš mogoče, kdaj si prvič obiskal to šolo, a se spomniš, kdaj je bil se vključen v proces. In potem, ko ti ljudje se odprejo in začnejo razlagati to zadevo, potem greš globoko v določenih točkah. Ti pa probaš pokriti celoten ta neki uporabniški journey oziroma pot. Od tega, kako je prišel do ideje, do tega, kako se je odločil, kakšna je bila izkušnja, kakšna je pa potem izkušnja. Da dobimo zgodbice, to je tisto, kar iščemo. Drugi del metodologije je tudi opazovanje, ki ga sami nismo zdaj izvedli na tem projektu, ampak dosti krat odvisno od teme ga tudi počnemo in to je, da opazujemo uporabnika pri nekih določenih aktivnostih. Zato smo mi dosti krat šli v stanovanje uporabnika, da smo potem, tam so včasih bile kakšne kontradikcije. Je bil pacient, pa je rekel, jaz nimam nobenih težav z upravljanjem mojih zdravil, je pa starejši gospod, ne vem, ima 10 različnih tretmajev naenkrat in vidiš, da ima polni hladilnik, polni tablet, pa sploh ne ve kdaj, kaj je vzel, pa kje kaj in je totalno zgubljen. Tiste kontradikcije je to, kar iščemo. Se pravi, velikokrat moraš iti prav v realno okolje, ne samo nadaljavo to opraviti ali pa nekje v nevtralnem okolju, ampak v okolju uporabnika, da res potem zveš, ali se tisto, kar on pravi, tudi ujema z njegovo okolico. Tu rabiš malo izkušenj, da začneš videti razliko med tem, kar ti govorijo in med tem, kar počnejo, ampak z malo vaje tudi pride do tega. Ja, ker si se tudi navezoval na ankete. Tudi sam nisem, vsaj v prvi fazi, zagovornik anketnega raziskovanja. Veliko ljudi se tudi naprej, bomo ankete naredili, poslali 100, 200, 300 ljudem,
ampak ti ne moreš globoko prodreti z anketami, ker ti že imaš, ko delaš anketo, imaš že določene predpostavke in spet iz sebe izhajaš. Tako da jaz sem na primer veliko bolj zagovornik ali tovrstnega načina raziskovanja, ali pa jaz zelo to primerjam tudi s poglobljenimi intervjuji, kjer lahko ti tudi pač prilagajaš zadeve med sabo. In ko ti pridobiš te začetne informacije, šele na podlagi tega, ko si šel dovolj globoko, lahko začetne hipoteze postaviš. In potem, če ti delaš bolj, kako se reče, kvantitativno, na način raziskovanja, potem šele pa pride anketa, ker te predpostavke bodo potem veliko bolj natančne in boš ti tudi veliko boljše rezultate na podlagi tega dobil. Se pravi, naprej poglobljeni intervjuji, oblikovalski način razmišljanja, šele potem pa kot naslednja faza pač ankete. To je vsaj moj pristop, kadarkoli sem ga uporabil, je bil veliko boljši, kot pa če greš na prvo žogo v ankete. Ne, se strinjam, pa dejansko to, da imaš neko ravnovesje med kvalitativno in kvantitativno metodo dela, je super. Začneš z kvalitativnim, ker ti da odgovore na zakaj in kaj, potem dejansko z kvantitativno metodo pa lahko dokažeš, kateri kaj in koliko ljudi sploh nekaj počne. Vse to gre tudi zelo z unim golden rulom od Simona Sineka. Why, how, what, ne? Vse se začne z why, vedno, zakaj in ta zakaj, da greš čim bolj deep. To je tudi ena zadeva, ko je pač po moje potrebno izpostaviti. V teh intervjujih tista stvar, ki ti iščeš, je glavna težava. In dosti ljudi vidim, ko začenjajo, da probajo 6 problemov naenkrat rešiti, pa tudi meni se to včasih zgodi, ker je pač enostavno, zakaj ne bi še to dodal zraven, ampak kar iščemo je, kaj so problemi, ki jih imajo, ampak tudi potem nekakšno hierarhijo med temi potrebami. Ker mora biti, ti imaš čas, ko stranko potem dansko probaš za neko rešitve nagovoriti, imaš čas, 2-3 sekunde, pa mogoče 140 znakov, in ti lahko samo en problem izpostaviš. Kaj tisti glavni, ki ga boš izpostavil. In spet tu je intervju dosti boljši, kot pa sama anketa. Cool. A mogoče lahko, zdaj, ker sva to bolj podrobno razdelala, poveš še kakšen primer iz IDEO-a, kako ste delali to v praksi, če lahko kakšno zanimivo izkušnjo deliš? Dosti kar sem počel, je pod NDA-jem, oziroma ne smem govoriti o tem, ampak je en javni primer, ki je zelo, zelo zanimiv. In sicer gre za ameriški startup na področju farmacije, PillPack se mu reče. In tam so ustanovitelji v bistvu uporabljali design thinking metodologijo, oziroma so delali skupaj z IDEO-om in so se šli najprej pogovarjati z pacienti, tako kot sem prej govoril. Torej, pogovarjajo se z pacienti, ki morajo upravljati svoja zdravila, tablete in podobno. In kaj so ugotovili, da v bistvu prvo tarčna skupina, ki je izjemno zanimiva za njih, so starejši ljudje. Ker imajo en zelo zanimiv problem in sicer, da imajo toliko različnih tretmajev naenkrat, da pozabijo, kdaj so vzeli zdravilo, kaj morajo naprej vzeti in dejansko se jim skoraj celo življenje okrog tega vrti. In to je zelo veliki problem. In tukaj je PillPack stopil z rešitvijo, ki v bistvu, kar najbolj zanimivo pri tej rešitvi je, da sploh ne menja končnega produkta, zdravila so še vedno zdravila, ampak samo zamenja uporabniško izkušnjo. Naredili so takšno škatlo, ki v bistvu, oziroma PillPack deluje kot lekarna in oni vsa vaša zdravila pripravijo vnaprej v takšne prozorne vrečke, napiše se gor datum, ura, ime, torej veš točno, kdaj moraš kaj vzeti in točno vidiš tudi, če kaj nisi vzel. In v bistvu PillPack samo deluje kot nekakšen intermediar oziroma vmesni člen med zdravnikom in med pacientom in nadomesti lekarno, saj oni zdaj delajo še boljše delo kot tipična lekarna. In kaj bi rad izpostavil je to, da danes ta uporabniška izkušnja je vredna ogromno. Torej oni dejansko sploh produkta ne menjajo, ampak samo uporabniško izkušnjo. Za leto 2017 pa so projicirali, da so naredili kar $100 milijonov prihodka. To je ful. Kaj, iz 0 do 100 milijonov? Ne. Mislim, da so začeli pred 3, 4, 5 leti. Okay. Cool. Ampak kljub temu. Ne. Cool. Super. Dajva se zdaj še malo dotakniti tvoje oddaje Za kulisje, ki si jo začel snemati, če se ne motim, na koncu leta 2016. Ja? Do zdaj, koliko si rekel, 25 oddaj posnel? 24 jih je odzunaj? Še bonus, da rečemo okrog 25. Ok, 25. A lahko malo poveš o tem, zakaj si se tega lotil in kakšne so tvoje dosedanje izkušnje? Ja, čisto iskreno, lotil sem se zaradi tega, ker sem tudi sam začel razmišljati o tem, da bi pustil službo in da bi šel na lastno podjetniško pot. In je na nek način sem uporabil to metodologijo, da sem začel ugotavljati, kaj so vse možnosti, kaj so vse prepreke. In tudi ne vem, če ste pozorni, tisti, ki ste poslušali, se moja vprašanja tudi malo prilagajajo, glede na to, v kateri fazi sem jaz.
tam nekje okrog marca 2017 je bilo ogromno vprašanj o tem, ja, pa kako si se pripravil, da pustiš službo, pa kako si pripravil dovolj denarja in te zadeve, ne. Zdaj imam malo drugačne vprašanja, kako oblikovati cenik, kako oblikovati končno rešitev. Teda za mene razmišljam sem na način, ok, kaj je nek projekt, s katerim bi lahko dobil znanje, ki ga želim in si olajšal naslednji korak v karieri. Plus tega pa so to ljudje, neka socialna mreža, ki sem jih spoznal skozi te intervjuje, ki jih lahko do njih zdaj dostopam in postavim kakšno vprašanje, če imam kakšno, se veš, dilemo. Tako da to je bil neki cilj, ki sem ga zdaj dosegel in zdaj mislim, da me bodo še naprej spremljala skozi ta moj cikl in upam, da bo kar uspešno. Hudo. To mi je zelo všeč, da v bistvu oba vidika si pokril, nekako to tebi pomaga, ker si na začetku podjetniške poti, hkrati daš pa tudi gledalcu toliko enih uporabnih informacij iz različnih področij, iz podjetniškega vidika, da je to, mislim, ful dobro. Saj ne vem, jaz neke take podjetniške oddaje pri nam prej nisem zasledil. Vem, da so drugi podcasti, ampak tam je res top, pa tudi zaradi tega, ker, če se ne motim, uporabljaš dizajnerski način razmišljanja kot del metodologije za postavljanje vprašanj. Dejansko, ja. Sinteze še nisem naredil, ker bi bila v tem trenutku kar kompleksna s 25 intervjuji, čeprav sem o tem razmišljal. Ampak ja, v bistvu uporabljam točno to metodologijo, tudi lahko tam mogoče dobiti občutek tudi za nekatera vprašanja in podobno. Cool. Itak bomo polinkali podcast, tako da ga grejo lahko poslušati, pa pol video, ker jaz sem to zelo hitro opazil, kako greš deep v teh intervjujih, pa se tudi ustaviš, tam, kjer se ti zdi bolj zanimivo podregati, iti bolj globoko, Ja, pač probam neko zgodbo vedno povedati samem podjetniku, potem pa iti vsaj pri 2-3 temah nivo niže, da dobimo neko znanje, ki ga lahko uporabimo na lastnih projektih. To je tudi neki value proposition. Ali bi pa tudi to povedal, da v bistvu pri zakulisju sem tudi probal ogromno oblikovalskega razmišljanja uporabiti, ko sem samo dizajniral začetno. Pač iskal sem, kaj je problem, ki bi ga v bistvu rešil poslušalcem, kaj je problem, ki bi ga mogoče rešil ljudem, ki bi bili pripravljeni z mano imeti intervju in kaj je neka niša, ki še ni zasedena. In pač podcasti so meni bili osebno zelo zanimivi in se vidi, da v slovenščini ga ni, je bila neka prazna kategorija in po parih intervjujih, v bistvu dansko sem jaz imel tudi neko mini prototip, sem naredil posnel 4 podcaste še preden sem karkoli objavil in sem dal to par ljudem potestirati, da vidim, če je sploh smiselno. Jaz nisem bil med njimi. Glede na to, da to že delaš več kot leto, velikrat tudi ljudi zanima, kakšni so pa rezultati, daj nam povej. Tako da, če bi lahko delil par rezultatov, tiste, ki lahko, bi bilo ful super, pa če se ne motim, bi bilo to premierno, Ja, to je zdaj premierno za slovensko javnost. Ne, za gledalce Point Out Weekly, veš. Ja, sem razmišljal o tem, da bi že objavil, danes so me kar presenetili s tem vprašanjem, ampak zdi se mi pomembno, da pač malo vemo, kaj je sploh nek reach nekega medija. Zdaj, v Sloveniji nobeno o tem ne govori, da ne vem, kako se to primerja z ostalimi, ampak v enem tem letu, prva stvar, ki je treba povedati, je, da podcast ima dokaj slabo metriko in način, kako se trenutno merijo, so število downloadov, oziroma unique downloadov, torej koliko ljudi si je preneslo samo oddajo. Torej, v povprečju ima moj podcast nekaj več kot 1000 downloadov, teda vse skupaj v tem letu, v dobrem letu, je nekje okrog 30,000 prenesenih podcastov bilo. Teda, jaz tudi ne vem, če je to dobro ali ne, meni kar je bolj pomembno je to, da mi ljudje pošljajo message, torej na mesec, ne vem, dobim mail ali pa 2, hej, ful cool, da to delaš, poslušam. Teda dejansko imam neko interakcijo z ljudmi in imam občutek, da nekdo posluša, to je tisto, kar mi je pomembno. Cool. A veš, kera metrika je meni full powerful, ko si rekel si 1000 downloadov, ampak zdaj si pa predstavljaj, ne vem, če se to da zmer tudi v iTunesih, če imaš kakšno analitiko, ne? Ne, še. Žal ne? Apple to morajo narediti. Se zdaj delajo nekaj na tem. Delajo, ampak ni še. Ker kaj bi bila zame uporabna? To Facebook naprimer ima, koliko časa so ljudje poslušali pa tebi namenjali časa? Se pravi, če si rekel 1000 downloadov v povprečju, pa da je tvoj podcast v povprečju dolg 1 uro, pa dajva zdaj predpostaviti, samo zato, da povem pointa, da je to 1000 ur, da so ljudje tebi namenili časa, ki so to pogledali. A veš, koliko je 1000 ur, če tako gledaš? Jaz vedno govorim o tem,
da neka taka metrika, kot je število preživetega časa, ki ti ga uporabnik nameni, ali tebi kot osebni blagovni znamki oziroma tisti avtor, ki delaš podcast, ali pa blagovni znamki nekega podjetja. To je tista full powerful metrika, zaradi tega, ker s tem se ta vez, ta bond vzpostavlja, ta globlja interakcija. Ne? In 1000 ur na posamezen podcast ali pa 30.000 ur, tudi Andrej Škraba, ki je astro.si naredil, tisto za matematiko učiti. Tudi on je dal gor, koliko ljudi je pa z vidika časa, ali pa koliko inštrukcij bi on mogel dati in je bilo, mislim, da v 100.000 ali milijonih ur, ki bi jih on ena na ena uporabil, ampak je folk to online naredil. Tako da veš, ti daš slušalke noter, poslušaš in je direktna interakcija in ljudje dobivajo ta value. In to je meni tako full powerful metrika. No? To imaš prav, jaz mislim, da glih to je v današnjem svetu dve stvari, ki so najbolj scarce, torej manjkata, primanjkuje jih sta to attention oziroma pozornost in zaupanje. Ne? In podcast se mi zdi res ena izmed takih stvari, ki to gradi na zelo, zelo unikaten način. Ne? Jaz nimam te metrike, ampak mislim, da imaš prav, če bi lahko to meril, bi bilo super. Spomnim se pa enega podatka, da en dan, ne vem, katera epizoda je bila, ampak tisti dan je bilo, da je poprečen uporabnik preživel, zgleda, da v Sloveniji dosti ljudi na Chromu še vedno posluša, da je preživel pol ure na spletni strani poslušajoč isto. Da nismo ravno po moje 1 ura. Vem, to so samo za... Imaš prav, predpostavil sem, ker verjetno ni, ker vsi ne poslušajo cele oddaje do konca, ampak bi pa tudi rekel, da je na Chromu, ker je to na desktopu verjetno bilo, je manj kot pa v appu, ker je drugačna oblika, ljudje pač na spletu se drugače obnašajo kot pa telefon, pa ko hodijo, pa si dajo to za poslušati. Cool. Daj za konec še povej, kaj pripravljaš v letu 2018, zdaj, ko smo čisto na začetku, se pravi, mogoče me tukaj še malo bolj zanima, kakšne načrte imaš z Ibex pohodniškim appom. Tako no, kaj Alen pripravlja v 2018, pa kakšne cilje imaš? Verjetno si naredil kakšne novoletne cilje si postavil, ne? V bistvu, glede novoletnih ciljev, sem se letos odločil malo drugače, da bom namesto letnih ciljev probal imeti mesečne cilje, ker se mi zdijo bolj akcijski oziroma točno vem, pač malo večji pritiski. Ne? In na splošno sem malo spremenil letos mnenje o tem long-term thinking in probam bolj razmišljati o 6-tedenskih eksperimentih. Teda za 2018 je v bistvu ful prehodno leto zame osebno, probam ugotoviti, kaj naj investiram več časa. Tu imam par eksperimentov, eno je to pohodniška aplikacija za Ibex, drugo je freelancanje na področju dizajna. In tu v tem trenutku zasledujem dve smeri, eno je, da dizajnere učim biznisu, drugo je pa, da poslovne ljudi učim o design thinkingu. Osebno sem zelo zainteresiran predvsem za to pohodniško in za učenje dizajnerjev v biznisu, kar je zanimivo, ker večina ljudi, ki so dizajnerji, razmišlja zelo vizualno in da zadeve izboljša, pozabijo pa na ta poslovni vidik in tu je neka tržna niša, ki jo opažam, teda mislim, da bom v kratkem tudi od mene videli mogoče kak nov podcast na to temo, ki bo tokrat v angleščini. Nič še ne obljubim, ampak zaenkrat kaže, da gre v to smer. Kar se tiče zakulisja, pa nimam še v bistvu nobenega gosta in razmišljam tudi o tem, da bom mogoče zmanjšal frekvenco iz 2 na 1 na mesec, da se lahko posvetim tudi novim projektom. Cool. Ker si te cilje omenil, jaz bi samo še to dodal, jaz si jih naprimer sicer postavim, ampak bolj kot cilji se mi zdijo pomembne in temu dam večji poudarek pri tem enem letnem pogledu je navade. Navade, ki jih želiš razvijati, se pravi in jih tudi razdelim. Te, ki želim obdržati, ki sem jih razvil naprimer v prejšnjem letu in želim z njimi nadaljevati. Hkrati pa si postavim, katere nove navade želim pač razviti naprimer v 2018. Ker navade so tisti tek na dolge proge. No, daj povej eno navado, zanima me, kaj imaš za 2018 pripravljeno. Ena taka navada je, ali pa bom rekel, s katero hočem nadaljevati, da se vsaj 3-krat na teden ukvarjam s športom. To je ena taka navada. Kaj še imam? Da grem spat med 11, najkasneje med 11 pa 12 uro. Ker to je zelo težko se spravim zvečer v poslu. Tako da to so take navade, zelo pa čist lifestyle, ampak to je tisti full powerful, ki ti potem daje tudi zagon za vse ostalo. Mogoče še ena, da meditiram
Mislim, da sem si zdaj 3-krat, 4-krat na teden. Do zdaj sem imel, za prejšnjo leto sem imel enkrat na dan, pa mi ni uspel, tako da malo sem si zmanjšal, mislim pa, da je 3-krat, 4-krat na teden kar viable za me. Ja. Jaz sem tudi začel meditacijo, mislim, da bolj priporočamo. Absolutno. Cool. Ful hvala, ker si bil moj gost, oziroma najen gost. Tako da s tem se, kje je to, 40. mislim, da Point Out Weekly zaključuje. Spremlji naju z Zoranom še naprej v letu 2018, tako da se vidimo naslednjič. Čau! Čau!